Je cel kup ljudi bil z mano takrat na vrhu, skratka, cel žur je bil na vrhu. Koliko jih vas je bilo v resnici? V resnici smo bila samo dva. Spomnim se samo tistega časa pred nezavestjo. To je tudi taka izjemna ljubezen, da to je nepozabno. V seriji intervjujev z alpinistkami in alpinisti se bom tokrat pogovarjala z Ireno Mrak. Irena, živjo. Živjo. Se lahko tikava? Lahko, se že kar nekaj časa poznava, se mi zdi. Že? Ja, že od tvoje prelomnice, bom rekla. A ne, od takrat. Ampak greva zdaj na sedanji čas. Imaš zdaj, kaj plezaš? Manj kot včasih. Ena stvar je sigurno same težave po nesreči, ta druga stvar je pa v bistvu preobremenjenost z delom, se pravi s preživetjem, ne nazadnje, in pa seveda tudi z velikimi projekti pri prostovoljnem delu. Tako da veliko delam prostovoljno in to vzame res ogromno časa. Tako da včasih je 24 ur čisto premalo. Ti si v bistvu raziskovalka tudi, ne? A si v prvi vrsti alpinistka ali si raziskovalka? Kaj je tisto močnejše tvoje poslanstvo? Geografinja, raziskovalka, ne? V bistvu gre eno z drugim, ker dejansko, če naj bom rekla, sigurno, da sem raziskovalka, potem jasno to, kar raziskujem, tudi predajem v predavanjih naprej svojim študentom in pa seveda tudi splošni javnosti. To mislim, da je tudi ključno poslanstvo, recimo, nas raziskovalcev, se pravi, da ne držimo vseh naših spoznanj zase ali pa samo za strokovno javnost in raziskovalno javnost, ampak seveda tudi za širšo skupnost. Seveda pa to, kar raziskujem, je velikokrat povezano tudi s gorništvom, včasih tudi z alpinizmom, tako da je sigurno gre eno z drugim. Ja, ti si precej kritična do komercialnih odprav, recimo v Himalajo. Mogoče bi tukaj res lahko razložila upravičenost tvoje kritike kot raziskovalka, geografinja in predvsem okoljevarstvenica, ne? Ja, sama se mogoče s temi odpravami, v najvišja gorstva nekje ukvarjam že od leta 1995 z mojim prvo tako malo bolj resno odpravo v Perujske Ande takrat. Torej tudi moje prvo soočenje z malo večjo višino, se pravi prek 5000, potem 6000 metrov recimo. Potem pa seveda me nekako zaneslo vedno bolj v višje hribe, delno potem v Srednjo Azijo in pa potem v Himalajo, kamor zdaj zahajam pa že vsako leto od leta 2004. Tako da nekako imam kar nekaj izkušenj z odpravami, letošnja bo že ta 27, tako da je to že kar ena taka številka, da lahko rečem, da vem, kako odprave izgledajo. Pa ne samo to, torej tudi kako jih organiziramo. Predvsem je pa tisto, kar me pa najbolj zanima, je pa ravno to, kakšni so naši vplivi potem na okolje, ker je to neko precej bolj ranljivo okolje, visokogorsko, kjer se vsak naš poseg dlje časa potem tudi obdrži, ostane. Teh pravzaprav dokazov tega imamo ogromno, sploh po baznih taborih, recimo po Himalaji, predvsem pa seveda tudi v ostalih gorstvih. Zato vidimo, da je izjemnega pomena, kako se pripravimo na samo odpravo in pa seveda kako na njej potem tudi delujemo. Se pravi na gori, kaj prinesemo s seboj in pa predvsem kaj odnesemo potem ven iz tega območja. Ja, ti si tudi zagovornica alpskega sloga, za razliko od himalajskega. To se pravi, si to, kar si, imaš neke minimalne stvari s sabo in greš. To sem zdaj zelo, zelo poenostavila. Mogoče tu poveš, zakaj je potem tako priljubljen ta himalajski slog? Himalajski slog je bistveno bolj udoben. Zato je tudi od tod izhaja tudi moja kritika komercialnih odprav. Namreč to so običajno ljudje, ki dejansko, bomo rekla, so lahko planinci, gorniki, če želiš, ampak ljudje, ki dejansko si želijo priti, ne vem, morda na 8000, recimo, 7 že niso več toliko zanimivi, ali pa morda bodo zdaj v prihodnje, seboj pa prinesejo ogromno udobja. In to nam lepo kažejo tudi poročila z njihovih odprav, potem tudi fotografije. In več udobja v teh območjih pomeni seveda tudi več odpadkov. In če se tega ne lotimo pravilno, se pravi, da to vse ostane v teh območjih, kar jasni dokazi o tem so, potem to zadeva na dolgi rok za tisto območje ni v redu, seveda tudi ne nazadnje za odprave, ki pridejo potem naslednje leto, recimo, na isto mesto.
niso samo pač trdni odpadki, seveda problemi so tudi organski odpadki, se pravi naši pač iztrebki, in to je tisto, kar se moraš res, bi se pa mogli še bolj resno lotiti pač samega urejanja v bistvu pač tega področja. Še enkrat morda ne samo okoljsko, komercialne odprave so problematične tudi iz etičnega vidika. Dejansko je pač tukaj, ki dosti veze z alpinizmom, himalajizmom nimajo, ampak gre dejansko za turizem, se pravi pač nekoga, ki ima zadosti sredstev, da si privošči v bistvu tudi nekoga, ki ga pripelje potem na neki želen vrh. Tako da je več plasten je ta problematika komercialnih odprav. Definitivno so pa pozitivne pa seveda za lokalno prebivalstvo, ker pač prinašajo denar in od tega živijo. Ja, sama sem doživela marsikaj v hribih. Moje tipično vprašanje je pa, kaj te vleče tja tako visoko? Zakaj tukaj ni dovolj? Neki posebni občutki so, pač prideti v tista območja, ki so, kot rečeno, že prej posebno z vidika pač geografskih razmer, se pravi, niti ne toliko kamnine, kot predvsem poledenitev, recimo, to je tisto, kar mene najbolj vleče že dolga desetletja, se pravi, preučevanje tudi ledenikov, ne nazadnje, potem ta intenzivnost procesov, ko pač res ugotoviš, da tle si pa res majhen, si tudi pod nas, sigurno, ampak tam morda še bolj to občutaš, to majhnost človeka. Tako da to je sigurno tisto, kar je, vsaj meni v bistvu zelo me pritegne. Definitivno tudi raziskovalno delo, ker so to območja, ki so manj raziskana, o katerih še kaj dosti ne vemo. Se pravi, tako v naravi pač vedno več, ampak predvsem pa res ta del v bistvu tega našega poseganja v ta območja. In ravno zaradi te ranljivosti 7-8 tisočakov je to tisto, kar se mi zdi, da me najbolj vleče. Zdaj, ko ste rekli, pa še kaj drugega. Ja, super je, ko pogledaš tam z višine, 7 plus, navzdol in vidiš, kako je zemlja pravzaprav res okrogla. Ja, no sej to so pa ta doživetja, ko nam so. Ja, zdaj ne vem, to je lahko tudi vpliv višine, ampak. Ja, sej, tam so zamaknjena stanja tudi, če se malo obrneva k temu. Kako bi ti opisala ta zamaknjena stanja? Kaj to pomeni? Da časa ni, da nič drugega ni več pomembno, da, aj dobro, je to občutje dobro ali je strašljivo, ali je, kaj je to? Odvisen, koliko se ga zavedaš, pač ta občutje so zelo odvisno od tega, koliko si dejansko aklimatiziran že na višino, ki jo dosegaš. Zdaj, moja prva izkušnja na 8000 je bila zelo posebna, pač aklimatizirani smo bili samo tja do 6500 metrov, pa smo šli pa na 8, pač v enem zamahu. Pač še z 2 taboroma vmes, ampak nazadnje nismo se več vračali nazaj v bazni tabor. In seveda je bilo to preslaba aklimatizacija. In doživiš halucinacije, cel kup ljudi je bil z mano takrat na vrhu, skratka, cel žur je bil na vrhu. Koliko jih vas je bilo v resnici? V resnici smo bila samo 2. Ja, ampak potem pa greš iz tega stanja spet v normalno stanje, da se zavedaš, da pač glava ne deluje tako, kot je treba. Ampak tako je, pač pomanjkanje kisika naredi svoje. Tako da, ja, definitivno je višina resen izziv. To pa je tisto, kar se pa ne da razen dobro. Seveda jasno, če se vrnemo nazaj, pač na ta pravi, rekla, slog brez dodatnega kisika, recimo. Če je pa alpski slog, je pa še to lepše. Ampak je pa sigurno bolj tvegan. Jasno. Tukaj bi se vsaj za trenutek ustavila pri tej tvoji nesreči. Tebe so kar nekaj ur oživljali in te vrnili nazaj v življenje. Se tega še kaj spominjaš, oziroma imaš kakršenkoli spomin na to? Spomin ne, mislim, tega vmesnega dela ne. Spomnim se samo pač tistega časa pred pač nezavestjo, ampak je bilo res zelo hitro. Se pravi, v nekaj urah pravzaprav me ni bilo več. In potem se spominjam samo še prijetnih občutkov, teme, predvsem pa takih res zelo fajn občutka. Miru ali kaj, topline, kaj je bilo? Ja, toplina, mir, fino, pač umirjenost, sproščenost, skratka eno samo lepo doživetje v tem času. Potem pa, ko se pač zbudiš, pa veš, takrat se začne pa potem veselica. Ampak spomnim se pa še vsega, ja, pač prej vmes, ne, pa naprej pa jasno. A se je tvoje življenje po tej nesreči zelo spremenilo? Zelo. Nesreča me je pustila kar nekaj posledic, predvsem na živčnem sistemu, tako da v začetku popolna izguba vida,
Tisto je bilo morda taka najbolj šokantna izkušnja, torej tako zame, kot seveda tudi za vse moje bližnje. Torej, pač kaj zdaj, zdaj nazaj si, ampak vidiš pa nič. In tako, da potem s časoma, ko se je vid začel pač nekako vračati, se je vsaj ta del malce pač popravil, ampak seveda posledice še vedno so. To verjetno tudi vedno bodo. Tako da s tem se moraš naučiti živeti. Ni mi odvrnil od hribov, se pravi, čez 10 mesecev recimo sem ponovno stala na 6000 in to brez težav. Kaj takšnega? Brez večjih težav. Pravzaprav vas alpinistov, pravih alpinistov, nič ne odvrne od hribov. Nič. Mislim, da ne. To je taka izjemna ljubezen, da to je nepozabno. V bistvu neopisljivo najbrž. Neopisljivo tudi, ja. To je tisto, kar brez tega ne moreš živeti. Ja. Se pravi, tebi karkoli se v dolini dogaja, recimo v privatnem, normalnem življenju, kadar ti je težko, ti se z mislimi prestaviš v hribe? Vedno. In to vedno na tiste lokacije, kjer mi je bilo res dobro. Tukaj ni vedno fajn, tako da to zgleda, da je v bistvu samo taka lepa zgodba vedno. Veliko je pač tudi treba potrpeti, recimo res ogromno rabiš imeti potrpežljivosti. Tudi to te naučijo, se pravi potrpežljivosti, v času, ko čakaš recimo pač na vreme, ali pa recimo na razmere in tako naprej. Skratka, takrat te nekako zbrusijo, tudi tvoj karakter. A je klišejsko razmišljanje, da je alpinizem in himalaizem moška zadeva? A je to zelo klišejsko razmišljanje? Morda je včasih res tako veljalo, morda še vedno nekje, jasno, je to bolj domena moških, sigurno, ampak tudi ženske so kar začele resno vstopati v ta moški svet in so tudi zelo dobre. Tako da sploh ni povezano samo, lahko tudi ženske se pripravljajo tudi na višine in seveda tudi na dosti težke vzpone. A ti svojo ženskost v takih razmerah izklopiš? Ja, popolnoma. Se pravi, hormone, čustva izklopiš? Ja. Tisti moraš, ker je enostavno drugače gledati. Ali pa me nekaj poskušaš, da bi popolnoma to odklopil, ampak včasih te še vedno nekje premamijo. Ali pa preplavijo čustva, recimo, ne vem, ko prideš na vrh, si v euforičen, imaš super, kaj šele, ko prideš v bazo, takrat je še lepše, ko je potem vzpon za teboj. Ampak načeloma pa poskušaš ta del nekako umakniti. Ali pa dati v podzavest. Ja, ker to je pravzaprav nujno. Ja, nujno, ker mislim, če bi lezel samo ali pa bi pustil čustvo, da prevladajo, potem kaj dosti ne bi zgodilo. Ampak kaj pa hormonsko recimo? Vendarle ženske smo ciklična bitja, recimo ti si tam 3 tedne, 4 tedne. Mislim, kako to doživljaš? A to tudi lahko sklopiš? Se navadaš, da takrat, ko zadeve pridejo. Včasih še celo bolj pogosto recimo doma, ker se ti res v stik popolnoma podreja. Ampak to se nekako na začetku mi je bilo morda to res taka zoporna stvar. Sploh, če si bolj nekje v družbi moških, je res zoporen. Ampak pa se pa nekako navadaš in zdaj to vzameš, kot pa dobro, pač je. A ti imaš občutek, ko si omenila moške, da moški spoštujejo vas alpinistke, ali da še vedno kakšna taka miselnost, kaj pa ti tlele počneš? Zelo odvisno. Zelo odvisno je od čisto konkretne osebe. Nekateri nas zelo sprejemajo, podpirajo, recimo, so ponosni na naše dosežke, medtem ko sama imam iz svoje zgodovine, bom rekla, mnogo več kritik, pa seveda morda tudi nevoščljivosti tega, kar mi je ali pa nam je uspelo. Tako da bom rekla, da zelo pogojeno karakterno. Vse tudi ženske so kakšne zelo, recimo, nenaklonjene temu, kar počnemo, v smislu, zakaj ti tega treba. Po drugi strani morda včasih tudi zavidajo te naše dosežke. Ampak se mi zdi, da nekje vedno bolj smo nekako upoštevajo, razumejo tudi ne nazadnje, razumejo še draž najmanj, ampak so ponosni na naše dosežke. Kje se je začela? Kje se je rodila tvoja ljubezen do alpinizma? In to je bilo nenadoma in zavedno, ali je to šlo postopoma iz enega vzpona v drugega? V bistvu začela se že v domačem Tržiču, ampak predvsem najprej bolj s planinarjenjem. Zdaj, jasno, moja starša ne bi nikoli, recimo že v mladih letih me ne bi nikoli pustila v kakšne višje hribe, tako da so bili samo ti naši 2000-aki, recimo.
Potem pa nekje prijateljevanje z Andrejem Zamanom. On je bil takrat že kar precej dober alpinist, plezalec, sploh predvsem v skali, ampak tudi v ledu. No in mi da se takrat se odločila že tudi za prvo manjšo odpravo v Ande, tudi leta 96, skupaj še s kolegico iz Šoštanja. No in takrat smo nekako prvič presegali mejo 6000 metrov v Ekvadorju in potem v Peruju. Irena, kam v bližnji prihodnosti, kakšni so tvoji plani, kam greš? Pakistan. Spet? Ja, spet. To je moja druga domovina. Tako da je, se pravi, to bo moja že 17 leto v Pakistanu. Z njimi tudi precej raziskovalno, torej tudi sodelujem predvsem z Karakorumsko univerzo v Gilgitu, sicer predvsem geografi pa geologi na tej fakulteti oziroma na tej univerzi. Letošnji cilj je eden od 7000 akov, zaenkrat še čist končnega cilja nimamo. Dva hriba sta v igri, ampak zakaj še nimamo, ker je to odvisno od tega, za katerega dobimo dovoljenje. In Pakistanci vedno čakajo do konca in potem se odločajo, ali ti dajo dovoljenje ali ne. Sploh za tista območja, ki so morda politično manj stabilna in ta, ki bi ga radi šli, je ravno na meji z Afganistanom. Tako da morda bomo videli, če uspe, bo super, ker gre za popolnoma prazno območje in to je tisto, kar je največji čar v bistvu Karakoruma. Se pravi, res ta odsotnost odprav. Ja, in tudi medijske pozornosti ni, kar tebi pravzaprav zelo ustreza. Ničesar ni, ja. Tako da tudi mi sabo nikoli ne objavljamo stvari, ki jih redko kdaj potem objavljamo, ker zlezemo, recimo, preplezamo. Definitivno se pa ne javljamo prek socialnih omrežij, ker enostavno in to je alpski slog. To je alpski slog. Ja. Ja, v bistvu bo alpski slog, čeprav je 7000 akov, se pravi, bomo videli, kako nam bo šlo za aklimatizacijo prej. Kljub temu, da je samo 7, je pa vsem potrebno se vsaj majčkeno pa prej vseeno aklimatizirati, recimo vsaj tja do 6 nekje. Zdaj fino bi bilo na kakšnem sosednjem hribu in potem v enem zamahu na tega 7. Ampak to je čisto odvisno od tega, kakšne bodo razmere takrat. Seveda, jasno tudi sam dostop zdaj do države zaenkrat kaže v redu, se pravi, da smo spet dobrodošli nazaj. Moj zadnji obisk v Pakistanu je bil lanskega oktobra, se pravi 2020, v tem času, ko je bilo ravno malo sproščeno glede epidemije. In izkušnja je bila izjemna, nobenega turizma. Vse hribe imaš zase in to je super. Mogoče se še vrneva na to vprašanje, kako so ti hribe, kje se je rodila oziroma na kakšen način se je rodila ljubezen, rekla si, da v domačih logih najprej. V domačih logih, potem jasno s plezanjem, torej tudi sicer po italijanskih dolomitih, ampak to bolj malo, ker mene bistveno res bolj vleče, se pravi led, sneg recimo in pa višina. Ampak to je šlo počasi, postopoma? Pa relativno tako, vsako leto potem že, od leta nekje 1995 naprej. No, morda takrat eden mojih vzornikov je bil sigurno tudi Tine Mihelič, zelo znani, naš alpinist, ki je bil bolj zaljubljen pa v Ande. Tako kot je bil on zaljubljen v Ande, sem jaz v Karakorum. Aha, v Karakorum, ja. Potem pa nekaj je sledila, se pravi, Srednja Azija, se pravi, Kirgizistan, Tadžikistan in pa seveda potem pa Pakistan. Tako da samo z dvema potem prekinitvama, enkrat Nepal, enkrat Tibet. Ta Nepal se je izkazal, da je bila morda moja najslabša odločitev, ker ravno tam se mi je zgodila ta najhujša nesreča, se jih je bilo več, ampak ta je bila najbolj taka, ki je zaznamovala in spremenila moje življenje. No, ali verjameš v usodo, Irena, ali verjameš, da je bila tvoja pot, da si bila tam, da se je zgodila nezgoda, da si doživela to, ali verjameš v to, ali ti to razumeš kot svojo napako oziroma slabo odločitev? Kaj veš, mislim, da je mogla biti res kar usoda, ker vsi ti podatki, oziroma takrat, ko se je nesreča oziroma ta bolela zgodila, je kazalo na to, da nima možnosti preživetja, oziroma potem so kasneje ugotavljali po različnih virih, raziskav podobnih bolezenskih stanj, da je bilo tam nekje 9% možnosti preživetja. To je pa že kar malo. Tako da jaz mislim, da ja, se pravi, da nekje je bilo še vedno mišljeno, da moram še priti nazaj, morda še tukaj še kaj spremeniti. In pa seveda je bilo, je pa seveda mnogo težje živeti zdaj, kot je bilo pred to boleznijo.
Ja. Ampak ne smeš obupati. Greš dalje, vse se spremeni, spremenila se mi je tudi socialna mreža. Namreč takrat je bilo vse povezano, torej tudi z izgubo službe na filozofski fakulteti in potem pač samostojna pot, ki ni lahka, ne sploh, če nisi zdravstveno najbolj pri sebi, ampak srečaš pa potem na poti pač druge ljudi, ki ti pač, ne vem, ki so ti namenjeni, da te prekrižajo pot in je lahko življenje še vedno lepo. In so nastala tudi dobra sodelovanja, Ja. ne samo zate, ampak pravzaprav tudi za družbo. Tako, ja. Zdaj sodelujem z Visoko šolo za varstvo okolja v Velenju, tam predavam kar nekaj predmetov na prvi in drugi stopnji. Potem trenutno sodelujem še z Zavodom za gozdove Slovenije, kar mi je res izziv kot geografinji, se pravi pač sodelovati z drugo stroko, ampak se mi zdi, da tudi tukaj pač se nekako dopolnjujemo z našimi znanji, izkušnjami in morda pa tudi je priložnost nekaj torej tudi pri tem delu nekako pač premakniti na bolje, predvsem z vidika pač varovanja okolja in pa varovanja narave, v kar smo pa nekako vsi usmerjeni, torej tako gozdarji kot mi, in seveda tudi torej geografijo, kot seveda tudi nekatere druge stroke. Ja, draga Irena, dobro, da si ostala in hvala ti za tvoje delo, ki ga upravljaš. Jaz ti želim srečno letos v Pakistanu in da narediva še kakšen dober intervju v prihodnje z novimi izkušnjami. Hvala lepa za povabilo, bi bilo res veselje se ponovno sodelovati. Naj vam uspejo tudi ostali intervjuji oddajati in tako naprej. Tako da bom vesela še kakšnega povabila. Tako da hvala lepa, pa srečno tudi vam. Generalni pokrovitelj intervjuja je blagovna znamka prehranskih dopolnil Jamieson. V našem trudu po aktivnem življenju nam pogosto načrte prekrižajo bolečine v sklepih ali mišicah. Magnezij prispeva k delovanju mišic in zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Glukozamin prispeva k vzdrževanju normalnega sklepnega hrustanca. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.